Put your head up, play! Živijo, Marko, kako gre? Zdravo, Blaž, v redu gre, super. Imaš že polepšano jutro? Ja, imam. Nova tekma, nova zmaga, no, sej ni, da nismo pričakovali, ne. Ampak vseeno lepo videti, ko igralci igrajo tako, kot igrajo. In potem videti, če takšen rezultat. Kako je pa tebi izgledala tekma? Jaz sem užival, moram reči. Sicer prvo četrtino sem kratko malo cvikal, ampak ne zaradi tega, ker bi naši ne bili sposobni premagati Japonce, ampak so se Japonci vsaj v začetku pokazali tako kot zanimiv nasprotnik, no, ki lahko povzroča težave. Mislim, ne nazadnje so težave povzročali tudi Špancem na tisti prvi tekmi. Ampak ja, po tej tekmi proti Argentini moram reči, da sem imel malo večje apetite, tako da ko so naši v bistvu začeli malo bolj počasi, sem bil že tako pismo tole, pa mogoče celo bo malo drugačna tekma kot proti Argentini, ampak na koncu pa ja, to, kar smo v bistvu vsi pričakovali in smo nekako vedeli, da se bo zgodilo, se je tudi zgodilo in zmaga Slovenije z preko 30 točkami proti Japonski, ki pa ja, nas pelje sedaj v četrtfinale, ne? Ja, pelje nas v četrtfinale, ne vemo še, ali bo z nami v Bobnu tudi ZDA, ne, upamo, da seveda ja, in da se čim kasneje srečamo z njo, ampak preden gremo na tekmo, mislim, da smo nam dolžni še kratek odziv na tekmo z Argentino, katerega sva že posnela z Matejem, pa potem zaradi vseh obveznosti ni uspel priti pravočasno na YouTube. Blaž, bo še ti povedal za lajke, ko si bolj zverziran v tem? Ja, hvala, da si me spomnil. Ja, fajn bi bilo, no, če lahko všečkate tale posnetek na YouTubeu, se naročite na naš kanal, če se še niste in enako storite tudi na Spotifyju, na Soundcloudu, na Google podcastih, na iTunesih, kjerkoli nas pač že poslušate. Nažalost je pač na internetu tako, da všečki so tisto, kar največ šteje in pa seveda komentirajte, povejte, kakšna se vam je zdela tekma in to je v bistvu bolj kot ne to. Hvala vam res, da nas poslušate, da nas podpirate, lajkate in tako naprej. Zdaj pa jaz se lahko mogoče na hitrco ustaviva pri Argentini. Svetovnemu podprvaku, ne, tista tekma je v bistvu bila kar zanimiv test za začetek olimpijskih iger in kar lahko na tisti tekmi samo omeniva verjetno dve besedi, Luka Dončić. Ja, to je omenil tudi selektor argentinske reprezentance, rekel je, ta tekma je bila Luka Dončić. Moram reči, da je bilo kar zanimivo snemati tisti podcast, ki žal ne bo izšel in nisem bil po njemu ravno zaradi tekme tako in high spirits, kot reče Američani, ampak namesto tega smo pa vzhičeni zaradi uspeha Rogle včeraj, tako da nam to daje še dodatni zagon in dobre občutke ob snemanju. Kot verjetno vsi veste, da imamo samo omeniti, Rogle je olimpijski prvak v kronometru in po vseh tistih dvomljivcih, poškodbah in ostalih neprilikah mu cela Slovenija privošči, da je kar z 1 minuto deklasiral tekmece. Tekma z Argentino, Rogla, te občutki kar ne nehajo, ne? Ja, mislim tudi ne nazadnje Benjamin Savšek, Tina Trstenjak, Pogačar, res letošnji olimpijski turnir oziroma olimpijske igre na splošno so izjemno zanimive za slovenske navijače in ja, vsak dan v bistvu zdaj skoraj že pada medalje, ne, pa še en teden ni minil olimpijskih iger. Res slovenski športniki nas razvajajo bolj kot kdorkoli drug in so pravi ambasadori Slovenije in jaz moram reči, da se zdaj med olimpijskimi igrami z vsakim dnevom tako z večjim veseljem zbudim, ker sem samo tako, mogoče bomo pa še eno medaljo pobrali. Tako da, ja, ampak če se vrnemo zdaj na tekmo z Argentino, moram reči, da tista tekma je pokazala moč slovenske reprezentance. Pokazala je, da imamo izjemno dobro ekipo, pokazala je, da imamo globoko ekipo, pokazala je, da imamo najboljšega igralca na turnirju, ki je sposoben sam premagati verjetno skoraj vsako ekipo razen ameriške, pa še tam, glede na njihovo formo, ja, mogoče celo je sposoben premagati sam tudi njih, tako da lahko govorimo samo v superlativih in ja, to se je na koncu tudi odrazilo v rezultatu, kjer je Slovenija za 18 točk premagala Argentino, razlika je bila še višja, ampak na koncu v bistvu je bila bolj finta v tem, da zadnjih nekaj minut smo mi samo še v bistvu nekako branili rezultat
rezultat in želeli pripeljati tekmo do konca. Argentina pa je nižala zaostanek, predvsem zaradi tega, ker bo koš razlika na koncu tudi vplivala v tem, kdo bo šel v četrtfinale in kdo ne, in seveda tudi kako bo razvrstitev na koncu na lestvici. Tako da Argentini se je šlo za to, Slovenci pa smo lepo mirno tekmo pripeljali do konca. Odigrali smo jo dobro, tako v obrambi kot strelsko, ekipno. Bilo je res, res dobra tekma in kljub temu, da so Argentinci poskušali v bistvu vse narediti, da bi zaustavili Dončića, zelo dobro so mu prekinjali v bistvu te passing lane, kot rečejo Američani, se pravi, pač so mu dejansko omejevali prostor, kam lahko podaja. In pač Dončić je rekel, ni panike, če ne smem razigravati svojih igralcev, bom pa sam sesul. In potem 48 točk, drugi najvišji skor po letu 1988, ko je Brazilec Oskar Schmidt dosegal tistih 55 točk, ki je absolutni rekord na olimpijskih igrah. Mislim, za Luko je res dosti pomenilo, da so mu šle prve 3 trojke noter. To so tiste trojke, step-back trojke, ko jih vrže, pa rečeš, šita, bo šla. Kako je šla, prva, druga, tretja. Koši so kar težavali za njega v celi prvi četrtini in tudi v prvem polčasu. Meni je bilo čudno, da ga na začetku pokrival Campazzo, recimo, da je mogoče njegov stil v obrambi malenkost podoben Beverlyju. Mislim sicer, da je Campazzo malo boljši obrambni igralec, ampak videli smo, kaj je Beverlyju naredil Luka, poslal ga na klop in ni mogel sploh več igrati v seriji. Campazzo je malo boljši tle in tudi v napadu, seveda z Argentino bolj pomemben kot Beverly za Clipperse. Ampak na Luki so se izmenjali praktično vsi igralci razen Skolaja. Tudi Skolaga je branil sicer ne po svoji volji, ampak po volji Lukata, ki ga je dostikrat izoliral na trojki. In kot se rekel, odrezali so mu vse druge opcije in je rekel, boste stavili proti meni, da vas ne morem premagati, stav boste izgubili. Na koncu bi lahko do konca odigral tekmo in poskušal zrušiti tisti rekord Schmidta, ki si ga omenil, 55 točk, ampak sam se je odločil, da bo pustil naj še drugi malo igrajo in mislim, da je bila to prava odločitev, ne samo zato, ker je pokaže kot res velikega igralca, ki so mu pomembne samo zmage in ekipa, ampak tudi zato, ker smo v bistvu upali, pričakovali, da bo ekipa tudi brez njega igrala zelo dobro, da ni tako odvisna od njega, kot je bilo mogoče to vidno proti Argentini in proti Japonski. Smo videli drugačen obraz Slovenije, ko Luka ni bil na parketu. Mogoče sva pozabila zdaj na začetku povedati, ampak lahko poveva zdaj po tej tekmi z Argentino in Japonsko. Slovenija je tako dobra kot Dream Team ameriški. Slovenija na tem olimpijskem turnirju, se pravi na 2 tekmah, dosega povprečno 117 točk na tekmo, kar je drugo najvišje povprečje v zgodovini olimpijskih iger. Boljše povprečje točne tekmo je le imel Dream Team iz 92. leta, ko so dosegali 117,2 točki, tako da smo čisto primerljivi. Tako še za dodatno primerjavo, Dream Team, takrat so sestavljali na imena, kot je Michael Jordan, Magic, Bird, Barkley, Malone, Drexler, potem Slovenci, 117 točna tekmo, Dončić, Zoran Dragić, Prepelić, Šančar, Tobi in tretje najvišje število točk na tekmo na olimpijskih igrah je dosegla 2012 ameriška reprezentanca v postavi Kobe, LeBron, Durant, Carmelo Anthony, Chris Paul, itd. Tako da Slovenija igra zgodovinski napad in vse v bistvu po zaslugi Luke Dončića in njegove organizacije in res je, da se je tudi od leta 1992 do 2021 spremenil stil igre v košarki, več je metov z razdalje, ampak vseeno mislim, da slovenska reprezentanca v taki postavi kaže take predstave in so predvsem v napadu tako zelo učinkoviti, je vrhunsko. In še posebej, če zraven omenimo še, da proti Japonski v bistvu smo dejansko slabo metali za 3. Imeli smo slab strelski večer, dan, kakorkoli pa že, glede na to razliko v urah. Ampak Slovenija misli resno, tako bom rekel, po tej tekmi še. Ta razlika med prvim Dream Teamom pa 20 let kasneje, oziroma 30 let kasneje, kot si rekel, je tudi v tem, da takrat leta 92 ni toliko igralcev izven ZDA igralo v NBA-ju. Zadnje leta, zadnjih 5-10 let pa je toliko ekip ima igralcev v NBA-ju, da je to, mislim, neke Francije, ko lahko sestavi dejansko celo prvo peterko iz NBA-ja in Španije,
takih igralcev ni bilo takrat. Tako da to mislim, da pomeni še dodatni poklon naši Sloveniji, ki v bistvu premaguje ekipe v hujši konkurenci kot Dream Team 1 v Barceloni. Če gremo na tekmo, kot si omenil, jim met za 3 v tekmi proti Japonski ni stekel. Luka ni začel s 3 zaporednimi trojkami, tako kot proti Argentini, vendar tudi Japonci ga niso mogli enostavno držati. Na začetku sicer je bil na njemu, ne spomnim se imena, en kar fajn atletski obrambni igralec, ki mu je delal malenkost problemov. Malenkost pomeni malo več problemov kot recimo kakšen Campazzo. Veseli me pa predvsem, da so v drugi četrtini brez Dončića naši igrali zelo dobro in se v bistvu tako pripravili na tekmo Španijo, ko upam ne bojo tako zelo odvisni od Luke in znali sestaviti kar nekaj napadov brez njega proti dosti boljši ekipi in v tekmi za prvo mesto odigrali res tako, kot upamo, da bodo in prvo mesto osvojili. Celotna reprezentanca, predvsem to, kar si omenil, ne, v obeh polčasih je brez Luke Dončića igrala precej bolje kot proti Argentini, kar je dobro za nas. Proti Argentini smo vseeno bili nekoliko preveč odvisni od Dončića, kljub temu, da so tudi ostali seveda dodali svoje in v obrambi in kar se tiče napada, ampak tokrat pa res je igra lepše tekla, bolje tekla, zadevali so takrat, ko je bilo potrebno in to je bila res dobra tekma za uigravanje v bistvu recimo temu druge ekipe reprezentance. Če pogledava samo nekoliko statistiko, Zoran Dragić, fenomenalna tekma, 24 točk, 77% met iz igre, 80% za 2, 67% trojke, izjemno dobro. Vlatko Čančar, 16 točk, 100% met iz igre, zgrešil je le en prosti met od 4. Luka Dončić, itak svoja tekma, tako kot vedno v 25 minutah, 25 točk, 7 skokov, 7 podaj, pri tem tudi 2 blokadi in je Luka Dončić tudi na prvi tekmi podelil kar nekaj blokad, sicer 3 proti Argentini in je v tem trenutku najboljši bloker olimpijskih iger. Celotna reprezentanca se je tudi vpisala med strelce, kar je tudi izjemno pomembno. Celovita predstava celotne reprezentance in ja, rezultat je tukaj, ne, razlika 35 točk, kaj češ lepšega? Ja, mene pri Luki razveseljuje tudi to, da je tako raznovrsten in v NBA-ju, kjer ima več prostora, lahko več meče. Tukaj pa recimo, ko lahko v raketi več časa stojijo branilci oziroma obrambni igralci in dejansko zožejo prostor za prodiranje, lahko pa igra kot center. Če ga primerjamo recimo z Giannisom, ki je kot MVP v tekmovanju z FIBA pravili, ne bom rekel, ravno neslavno pogremo, ampak niti približno ni bil tako dober kot Luka. Lahko vidimo, da je Luka, kar se tiče kombinacije NBA in FIBA pravil, verjetno trenutno najboljši igralec na svetu. Ja, in to dokazuje tudi na obeh tekmah. Pač on kamorkoli pride na parket, ne glede na to, je parket dolg, širok, ozek, ni sploh veze, je trojka pod košem, za košem, 6 metrov stran, 7-8 metrov stran, on pač igra svojo igro, on se igra in to se vidi tudi takrat, ko se on smeji, takrat veš, da on uživa in ponavadi takrat, ko se on smeji na parketu, takrat tudi dominira in to se je dogajalo na obeh teh tekmah. Tudi ko drugim ne grejo trojke, recimo Klemen jih je danes metal samo 2-9, tudi ko mu odrežejo passing lane do Tobija, do drugih igralcev. Mislim, danes je imel 7 asistov, 7 podaj proti Argentini in čisto nobene izgubljene žoge. Ok, 2-8 je sicer metal trojke, ampak potem rekel, ok, trojke mi ne grejo, gremo pod koš. In 6-7 za 2 pike, torej izpod koša. In poleg tega mu grejo prosti meti dosti boljše kot v NBA-ju. Danes so 10 prostih metov zadev kar 7, to je 70%. In navijači Mavericks upajo, da bo te odstotke seveda prenesel tudi v svoj klub. Tukaj lahko meniva še pri japonski Rui Hachimuro, ki je dosegel kar 34 točk, igral 36 minut, torej manj kot 4 minute je počival. Spomnim se v drugi četrtini, ko je šel na klop po minuti odmora Japonske in takoj po prvem neuspelem napadu ga japonski selektor takoj poslal nazaj na parket, mislim, da se je komaj usedel in vzel brisačo, pa je mogel že vstati. Ja, to kaže, koliko je Japonska odvisna od Ruja in jaz sem vesel, da Slovenija ni tako odvisna od Luke.
Ja, eno stvar, ki je v bistvu treba še omeniti, je, kako zelo hitro lahko Slovenija napolni koš nasprotnika. Japonska, predvsem v drugem polčasu, je samo ponudila je prst, nekoliko so padli in so naši to izkoristili, vzeli še celo roko, pa še kaj zraven in takoj napolnili koš Japonske. In to je tista odlika te reprezentance. Igrajo hitro, igrajo dobro obrambo. Na trenutke sicer bi lahko bila obramba tudi boljša, ampak spet to iščemo dlaka v jajcu in to tako izkoristijo proti napadi, hiter napad, trojke. In to je v bistvu moderna košarka. Slovenija v bistvu igra najbolj moderno košarko na celotnem prvenstvu. In rezultat je tukaj še enkrat, če samo pogledava, 117 točk na tekmo na 2 tekmah, primerljivo z Dream Teamom. In enostavno pač ta reprezentanca, če bo žreb ugoden, ima potencial, da pride do medalje. In jaz mislim, da je medalja povsem realen cilj. Res, da bomo rabili nekoliko sreče, ampak jaz mislim, da imamo preklemano dobro reprezentanco, ki lahko parira vsakomur, razen mogoče Američanom, res samo superlativi. Ampak jaz mislim, da zdaj v tekmi, tekma je pač bila, kakršna je bila, pokazali smo svojo kvaliteto, se pa mogoče lahko nekoliko dotakneva španske reprezentance in dvoboja, ki bo v nedeljo odločal o tem, kdo bo prvi v skupini. Kakšni so tvoji občutki za to tekmo? Kaj pričakuješ? Jaz predvsem pričakujem, da bo Luka pokazal, zakaj oba Gasola ne moreta biti na parketu, ko je tudi on tam. Mislim, da bo zelo dobro izkoristil njihovo prisotnost, tako kot izkoristil prisotnost Zubca proti Clippersom. Ne bom rekel, da sta to dva najboljša igralca Španije, ker sta že oba malo v letih, sta pa najbolj izkušena seveda in veste, kaj treba narediti za zmago. Proti Španiji bo verjetno Luka mogel igrati več minut kot proti Japonski, kjer je zabeležil le 25 minut, kar tudi veseli, da se toliko ne utrudi. Znajo pa zunanji igralci Španije malce problemov povzročati naši liniji. Za napad me ne skrbi, za obrambo pa mogoče malo. Kaj pa so tvoje pričakovanja? Mislim, ena stvar, ki jo je potreba omeniti, je, da recimo Španija proti Japonski je imela precej več težav, kot smo mogoče pričakovali. Res, da na koncu vseeno pač gladka zmaga, ampak ja, ni bilo recimo tako prepričljiva kot slovenska. Druga stvar pri Španiji pa je, njihovi v bistvu nosilci igre večinoma so zdaj že kar v letih. Če pogledamo, Pau Gasol 41 let, Rudy Fernandez 36, Sergio Rodriguez 35, Viktor Claver 32, Marc Gasol 36, Sergio Llull 33. Temu so dodali sicer mlajše igralce, recimo Willy Hernan Gomez, je en tak, ki je pač star 27 let, ampak še vedno veliko njihove igre bazira na teh starih izkušenih igralcih, ki pač lahko povzročajo težave, izkušeni imajo ogrom, vemo, da gre za kvalitetne košarkarje, ampak vprašanje tukaj zdaj se res pojavlja, ali lahko sledijo hitri igri Slovenije. Jaz mislim, da bodo poskušali nekako upočasniti Slovenijo, jih vsiliti svoj ritem. Ampak, tako kot si rekel, zelo težko bojo igrali z obema Gasoloma. Nenazadnje smo to pokazali že 4 leta nazaj na Evropskem prvenstvu, kjer po mojem mnenju je bila naša evropska reprezentanca nekoliko slabša od te, ki je sedaj na olimpijskih igrah. Res, da smo izgubili Gorana, ampak so vsi ostali igralci pač dvignili nivo, so dvignili kvaliteto, so kvalitetnejši, izkušenejši, kot so bili na Evropskem prvenstvu. Izgubili smo tudi Anthonyja Randolpha, ampak nasplošno mislim, da je ta reprezentanca boljša od tiste na Evropskem prvenstvu in že tam v bistvu mi smo jih demolirali. Pa moramo vedeti, da so bili te igralci 4 leta mlajši, kot so pa sedaj. Ogromno bazira tudi na Ricky Rubiju, ki mislim, da za njega ustaviti imamo orožja, tako da bo zelo zanimiva tekma. Predvsem jaz mislim, da bo odvisno od tega, kdo bo komu vsilil svoj ritem igre, ali bo Slovenija vsilila svoj ritem igre Špancem in jih prisilila, da tečejo z nami, v tem primeru Španci, jaz mislim, da ne bodo imeli šans. Če pa bo ratelo Špancem nekoliko upočasniti Slovenijo, tam pa jaz mislim, da zna biti zelo napeta tekma do samega konca. Ja, jaz se predvsem bojim, da si ne bo Mike Tobey oziroma naš Miha nabral prehitro preveč osebnih napak in šel na klop. Žiga Dimec je močen, se lahko vsaj v obrambi kosa z Gasoli, ampak v napadu je kar minus za našo ekipo. Ne bom ravno rekel, da igramo 4-5, ampak vse smo videli, kako je. Kot si rekel, starejša reprezentanca, izkušena,
In če te svoje izkušnje izkoristi in nam našo tanko centrsko linijo pošlje na klop zaradi osebnih napak, zna biti še zelo, zelo zanimivo. Ampak, ko imaš Luko v ekipi, je možno premagati čisto vsako reprezentanco. Ja, jaz bi mogoče še eno stvar omenil, ki me nekoliko moti na tem olimpijskem turnirju. Vem, da smo za vse to, da je treba pač iz drugih držav, iz manj košarkarskih držav imeti sodnike in tako naprej, ampak jaz mislim, da na tem prvenstvu te FIBA sodniki niso ravno dorasli tem košarkarjem. Enostavno se mi zdi, košarkarska pravila so povsod enaka. Povsod po svetu FIBA pravila vemo, kakšna so, načeloma so povsod enaka. Ampak razlika je v tem, če recimo nek sodnik iz Tajvana sodi Tajvancem, nekaj je pa potem soditi igralcem kova, kot je španska reprezentanca, ameriška reprezentanca, tudi slovenska reprezentanca. Govorimo o evroligaških NBA igralcih, kjer so precej bolj hitri, precej bolj okretni, igra je hitrejša in mene v bistvu predvsem to nekoliko skrbi na tekmah slovenske reprezentance. Zaenkrat v bistvu sodniki se še nismo rabili preveč ukvarjati, ampak vseeno se mi zdi, da bi morali boljši sodniki soditi najboljšim igralcem in upam, da sodniki ne bodo na koncu krojili tekme proti Španiji, ker ne nazadnje pa španska reprezentanca po imenik je še vedno pač, to je zvezdniška ekipa in morda bo kakšen sodnik tudi nekoliko pod vplivom. Ne nazadnje mislim, da proti Dončiću ne bo težav, ampak vsi ostali Slovenci, kot si že omenjal, centrsko linijo, tam pa mogoče zna padati kakšen prekršek preveč, ki ga morda sploh ni bilo. Ne nazadnje spomnimo se samo tekme z Litvo, kjer je Mike Toby in pa Žiga Dimec v bistvu Valančiūnasa niste smela niti pogledati, medtem ko je Valančiūnas napadal mahal s komolci, kolikor mu je pasalo in polni naš koš, ampak jaz mislim, da ekipa lahko premaga to Španijo. No, s to mislijo mislim, da bomo počasi zaključili podcast. Bila smo kar izčrpna okoli tekme in tudi napovedi za Španijo. Tekma se igra v nedeljo. Jaz sem sicer takrat že na dopustu, ampak vseeno tehnika nam omogoča, da lahko tudi v drugih državah preko telefonov z lahkoto gledamo tekme. Ti boš seveda gledal tekmo in boš tukaj v Sloveniji? Normalno, ob 10:20, lepo po zajtrku, kava že spita pred ekranom, sigurno se bi si odprl še kakšno pivo, ampak mislim, da ob 10:20 je malo zgodaj, mogoče pol po koncu, ko bomo zmagali, eno tako za proslavljati. Kakor za koga, ne? Ja, to pa je tudi res, ja. Nič, Marko, hvala, da si vzel čas, da sva tole posnela. Zdaj pa kaj, jaz moram iti v službo, že malo zamujam. Jaz sem še doma, čakam, da moji pridejo iz krajših počitnic, potem pa nazaj v službo, še 2 dni dopust. Ja, pa se pa lahko spočijaš, ne. Čeprav mislim, da bojo naši itak tako dobro igrali košarko, da boš že začel razmišljati, če prideš nazaj. Laptop bom pač mogel vzeti s sabo, ne, in če bo prilika, bi tudi rad kaj posnel. Tako da jaz se poslušalcem zahvaljujem za poslušanje, upam, da ste uživali tudi v našem podcastu, ko Mateja ni, in se slišamo naslednjič. Ja, hvala Marko, adijo, lepo bo. Enako, adijo, čau. Adijo.